program, dober večer. Vsi prav lepo pozdravljeni v večnamenski dvorani na Dvoru v okviru Demokracija magazintura oziroma vse slovenske turneje naše založbe na obzorja, na kateri prirejemo pogovore o različnih slovenskih krajih z avtorji knjig, ki so šle pri naši založbi na obzorja. Lepo pozdravljeni tudi vsi tisti, ki nas spremljate v neposrednem prenosu preko naše spletne strani demokracija.si. Naš današnji gost in sogovornik je teolog, novinar, urednik in publicist Gašper Blažič, s katerim bo spregovoril o različnih knjigah, predvsem pa o njegovi najnovejši knjižnici, ki nosi naslov O Marijinih stopinjah. Seveda pa se bova dotaknila tudi aktualnega družbeno-političnega dogajanja. Sedaj pa vabim župana občine Žužemberk, gospoda Jožeta Papeža, da nam spregovori nekaj uvodnih pozdravnih besed. Izvolite, gospod župan. Spoštovani, prav lep pozdrav tudi iz moje strani. Najprej lep pozdrav seveda vsem prisotnim. Jaz sem mogoče malo danes žalosten ali pa razočaran zaradi števila ljudi, čeprav smo se kar potrudili, da bi bila danes ta predstavitev naših prekrasnih ljudi tukaj mogoče za širšo publiko malo večja, ampak glede razmer v stanju, ne samo občini Žužemberk, v ostali Sloveniji, se določeni ljudje takih stvari ne udeležujejo. Prav posebej pozdrav seveda velja naši svetnici, svetnikom, pa posebej pozdrav pa seveda našim današnjim gostom. Še prav posebej pozdrav pa gospodu teologu Blažiču, ker sem danes slišal, da je bil 2 leti na šoli, ki je tudi moj direktor občinske uprave, gospod Tomaž Hrastar, hodil na teologijo in ste vi za njemu hodil 2 leti. Tako da tudi iz dovoljne strani en lep pozdrav, ker se žal današnjega večera ni mogel udeležiti. Jaz srčno želim, da bo današnji večer po stopinjah Marije tudi ta knjiga, ki je pred nami, bila predstavljena v luči, ki jo seveda vsi Slovenci bi jo mogli zastopiti oziroma jo spoštovati. To je kultura naroda, ki žal včasih ali pa v današnjih razmerah, v današnji politiki smo vsi, ko to spremljamo, mogoče izpostavljeni ali pa celo iz občini. Ampak mi smo ponosni, da smo ta pravi kristjani, Slovenci in gremo po pravi poti naprej. Želim si, da bi res ta večer potekal v duhu sprave, pa ne sprave med nami, ker mi smo vsi spravljivi in smo vsi dobro namerni ljudje, ampak da bo tudi v državi, ko poslušamo vsakodnevno politiko, je stanje, pa ne mi zameriti, bom rekel, iz moje skromnosti že obsedeno. Naša politika nas razvaja že toliko in toliko let, ampak mislim, da vsaj v občini Žužemberk je prevladal en duh, ki ga iz to politiko, kot sem je župan, in pa seveda iz to občinsko upravo, iz svetniki, ki jih imamo, peljemo politiko spravljivosti. In ta politika spravljivosti se odraža tudi na uspehu same občine Žužemberk. Lahko vam povem, da kazalci, čeprav ne promoviramo samo občino, v Žužemberku niso tako prepoznavni po celi Sloveniji, ampak če gledam samo regijo, Dolenjsko, Zasavje, Posavje, Belo krajino, ko je bila vlada Republike Slovenije tudi na Dolenjskem in smo se na koncu zbrali vsi župani v dvorani v Novem mestu, je statistični urad podal določene tudi analize in podatke o vseh občinah. In občina Žužemberk je bila prvič na vrhu po nezaposljivosti, po bruto domačem proizvodu, po premoženju, po izseljevanju. Naša občina je bila tudi v letu 2020 edina občina na prvem mestu v Sloveniji, ki se ni noben mlad človek izselil iz občine Žužemberk. Tako da občina Žužemberk je sigurno en zgled,
da delamo pravilno in da delamo tudi za mlade in da skrbimo, da je mladi rod v naši občini dobrodošel in da jim mi kot občina stojimo tudi ob strani. Jaz sem zelo ponosen, da lahko tako občino vodim, čeprav občina, kot določeni poznate, mogoče gospodje iz Ljubljane toliko ne, mi so bili 20 let upreženi v eno politiko, ki je šla navzdol. In kot župan, ko sem postal pred 3 leti, pa se lahko tudi svetniki in svetnica vpraša, ko sem pogledal finančni proračun občine Žužemberk, je bila groza. Ampak danes gradimo, adaptiramo, plačujemo vse pufe in smo lahko ponosni, da smo v teh letih naredili mogoče skoraj več, kot bivši župan v 20 letih. Ampak to se da iz enosklonostjo, poštenostjo, pa iz ekipo, ki ne hrepeni po denarju za svoj žep. Mi smo ljudje, ki smo lahko ponosni, da živimo v tem kraju. Jaz si danes želim, čeprav nas je malo, da bi gospodoma, ki se pred nami, ali pa to posebej teologu, zastavili kakšno vprašanje, pa bi mogoče tudi oni nam svetovali, kaj naj še izboljšamo in kaj naj izboljšamo še v Sloveniji, da bo Slovenija boljša. Bi pa zaključil še iz to dnevno politiko, ker verjetno potem ne bo dobil več besede. Medijska politika v Sloveniji je zelo kruta. Tudi jaz kot župan, ko sem župan desni, čeprav delam za vse ljudi, za leve, desne, mlajše, najstarejše, sem mnogokrat izpostavljen novinarjem, kateri meni niso naklonjeni. Ampak jaz se s tem ne obremenjujem, mi delamo naprej, ne pa nasedati vsakodnevni po televiziji, ki so na programu, bom izpostavil televizijo Slovenija 24 ur, ki so prav upireni ali pa nasprotujoči do desnih ali pa drugače mislečih ljudi. To je žalostno. Jaz si edino to želim, da se bodo mediji 24. aprila zmotili pri napovedih, kako delajo to analizo in kako določeno strujo politike dvigujejo v nebo, nas skromne ljudi pa ponižujejo. Takrat verjetno bom tudi jaz srečen človek in takrat bomo lahko tudi pokazali s prstom, kaj delajo mediji v Sloveniji. Ne bom se spuščal v mednarodno politiko, ker to je groza, ampak upam, da bomo mi toliko močni, da bomo zdržali in da bomo do 24. aprila ne prepričali ljudi, samo povabili jih na volitve in da dokažemo, da Slovenci smo narod, ki smo ga želeli že več kot pred 30 leti. To je srčna želja. Pa še ena stvar bi rad povedal, da se boste zamislili, kakšne napore imam kot župan v Žužemberku. Ne vem, če vsi veste, v Žužemberku imamo največji spomenik padlih borcev v Sloveniji. Največji spomenik padlih borcev. In to je breme občine Žužemberk. Mi imamo tudi zelo močnega, bom rekel, predstavnika, če se lahko tako izrazim, borcev, komunistov, tudi svetnik občine Žužemberk. In mnogokrat je opisano in razpravlja o politiki, o grobiščih, o spomenikih, ampak razpravlja samo o spomenikih padlih borcev v narekovajih za Slovenijo. In enkrat sem mu rekel, gospod, spravo v Sloveniji bo takrat, ko bo v Žužemberku na spomeniku padlih borcev stal zraven samo en križ. Križ. In na račun
vpraša, kaj jaz s tem mislim. Sem rekel, gospod svetnik, ti ljudje, ki so pokopani na tem pokopališču oziroma na tem spomeniku, je bilo sigurno več kot 99% kristijanov in pa vernih ljudi. Ampak vi jih označujete, da so že vsi takrat bili komunisti. To ni res. In se je začudil, mogoče sem mu v mislih prebudil eno miselnost in ko bo to stalo, takrat pa mogoče bo sprava v Sloveniji. Pa da zaključim še z eno stvarjo, ki me zelo muči. Ta spomenik, ko sem že prej rekel, je breme občine Žužemberk. Bivši župan je vso zemljo, okoli spomenika je približno 3 hektare, jo je pustil državi, spomenik, ki je bil včasih cerkev, je pa pustil občini Žužemberk. Dodatno breme. Ampak jaz zagotavljam pred vami vsemi, če mi letos ne bo uspelo, mogoče pa dvojto tudi, če ne bom kandidiral, bom poskušal preko svetnika, če bom še kandidiral za svetnika saj, narediti to, da ta spomenik prenesemo na državo in da je država skrbi za take spomenike. Ker ne vem, če se vsi zavedate, vsi kažejo samo potem na župana, župan je kriv, ker ni to, župan je kriv, ker je ta črta dol šla in tako naprej. Noben se pa ne vpraša za kapelco, za cerkev in za ostale stvari, ki so mogoče bolj kulturnega pomena, kot pa ti spomeniki, ki so po naši občini. Jih imamo pa verjetno v Sloveniji kot občina največ spomenikov in to se mora tudi zamisliti. Če jih samo izmislijo, preštejem, jih je sigurno spomenikov 15 občin Žužemberk. To je tudi veliko breme za mene, za svet, ker nas vsakodnevno bombardirajo za denar kristijani ali pa mi. Nikoli nismo bili toliko prodorni, da bi šli na občino, pa da bi pobrali 1 evro, da bi eno kapelco v eni vasi obnovili. Ampak so pa toliko ljudje pridni, da to sami postorimo z dobrimi ljudmi. Tudi tam en gospod, ki je, če se prav ne spomnim, če me misel ne vara, pred 4 leti tudi kapelco obnovil iz svoje lastne režiji, tako da tudi mi skrbimo za dobrobit slovenskega naroda. Mogoče sem malo zašel v današnji temi, pa ne mi zameriti, ker sem tudi včasih čustven človek, gospod novinar me pozna, mogoče se bom malo pošalil, ampak tak sem, tak bom ostal. Še enkrat hvala lepa, dobrodošli še enkrat v Žužemberku, pa čeprav smo zadnji po besedi, smo pa verjetno prvi po skromnosti, poštenosti in pa po dobrosrčju. Še enkrat hvala lepa. Hvala. Najlepša hvala gospodu županu občine Žužemberk, gospodu Jožetu Papežu, za te zanimive, spodbudne, uvodne besede. Sem zgodovinar in tudi geograf, zato me zelo veseli, da je občina Žužemberk, da se dobro razvija, kajti vemo, da je pomembno za Slovenijo, da se ne razvija samo center, ampak da je enakomeren policentričen razvoj po celi Sloveniji in izredno pomembno in razveseljivo je, da se mladi iz te občine ne izseljujejo, ker vam gre vsekakor velika pohvala. Tako da, poleg tega pa, glede na to, da sem zgodovinar, kar dobro vem, da tukaj na tem območju med drugo svetovno vojno, da so bili kar težki časi, tudi spopadi in sem slišal tudi za ta spomenik in polemike v zvezi s tem. Tako da upajmo, da se bo to v dobro vseh ustrezno rešilo. Hvala. No, kar sva z Gašparjem, klasičnim sodelavcem na uredništvu revije Demokracija, si bova tikala. Gašpar leta 2016 si skupaj s Slavkom Kmetičem izdal knjigo Stavka, ki je iztirila rdeči režim.
2 leta kasneje pa si izdal še knjigo Kolumen z naslovom Slovenija vstan. Morda, če lahko začetek poveš, oziroma nas spomniš, za katero pomembno stavko je šlo v tem primeru, torej za stavko, ki je v bistvu iztirila rdeči režim oziroma ga spravila kar v živce. Ja, to je ena taka zanimiva štorija, kako sem se sploh začel s tem ukvarjati z dogodkom, ker v bistvu mogoče ni toliko zanimal, ker res nekega znanja o sindikalizmu nimam, nisem se s tem nikoli področno ukvarjal. Poznam pa gospoda Kmetiča osebno, kar dober. Bil je več let predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, kjer sem tudi sam član. Gospoda Kmetiča sem se rad družil z njim, ker je bil vedno neizčrpen vir informacij, znanja. Vedel sem, da je bil v službi železnicah kot strojevodja, bil je tudi poslanc in tako nekako en tak signal, ki je prišel do mene, bil recimo leta 2009. Če se spomnite, je takrat predsednik republike, tedanji gospod dr. Danilo Türk, podelil državno odlikovanje nosilcem akcije Sever. Če se spomnite, miting resnice, ki je odpadal potem, to je bilo predviden je bil za 1. december 1989, to je bilo v času razpadanja Jugoslavije, ko je prišlo kar do hudega, bi rekel, tudi izrežiranega konflikta med Srbijo in Slovenijo. V bistvu bilo to konflikt, ki je šel zelo na roke tudi slovenski partijske nomenklaturi. Takrat se je veliko tudi ta civilni sektor v Sloveniji se tudi nekako povezal med seboj, da bi bil ta miting preprečen. Kot veste, med prejemniki odlikovanja bil tudi tedanji sekretar za notranje zadeve in predtem šef UDBE Tomaž Ertel. In takrat sem postal pozoren na ta sindikat strojevodij oziroma odnosno sindikat strojnega osebja Slovenije in Istre, ki je bil to v tistem času, ker so razglasili stavko in ta stavka bi pomenila, da vlakov z mitingaši iz Srbije, Črne Gore, dobro tudi področji, kjer so Srbi živeli, recimo na področju Hrvaške in Bosne in Hercegovine, ne bi spuščali naprej, ker tedanje milice tega ni mogla preprečiti. Nekdo, ki je bil vozovnico kupljeno za Ljubljano, ga noben ni se mogel kar izločiti na podlagi nacionalne pripadnosti. No, ampak oni so se pa odločili tako, da strojevodje na meji, recimo v Dobovi, ne bojo več vozili naprej. In nekako je bilo to tudi en takih protiukrepov, ki so kasneje vplivali tudi potem, da so organizatorji miting odpovedali. Seveda ni bilo nobenega državnega oblikovanja za te pogumne strojevodje, ki so to. Potem sem se jaz začel bolj ukvarjati, kako je sploh ta sindikat nastal, ker ta stavka, to je bila stavka strojevodij iz leta 1988, je bila dejansko en tak dogodek, ki je bil zelo zamolčan. Celo v knjigah o slovenski pomladi ga ni bilo. Čista tišina, nekako, da se ne bi nič zgodilo. Bilo je pa to ravno nekako eno leto po tisti znameniti stavki v Litostroju. Tista vemo, da je v vsakem učbeniku, ki je bila taka zelo, ki je bil tak prelomen dogodek, to je France Tomšič in ekipa, ki so bili v tedanjih tako imenovanih Titovih zavodih, Litostroj. Oni so takrat začeli stavko tako, da so spontano nehali delati, ko so spet dobili plačilne liste in so rekli, tako pa ne moramo več iti. In to je v bistvu ena od teh stavk, ker je pa to podjetje tako zelo profilirano kot politično pomembno, je tudi ta stavka dobila političen pomen, ker so glavni nosilci stavke že razmišljali o novi socialdemokratski stranki, ki bo neodvisna od partije, torej avantgarde delavskega razreda. In to je, ampak kasneje, eno leto po tistem, vmes so se te postopki že začeli, partija je to zelo ovirala, vmes so se pa začele dogajati stvari na železnicah. Vemo, da je leta 1988
je bilo dogajanje kar zelo intenzivno. Pri nas v Sloveniji smo imeli afero JBTZ, proces proti četverici, mečkano pred tem je nastala Slovenska kmečka zveza, začeli so se mitingi v Srbiji, je kar postalo kar nevarno in Slovenci smo se počutili nelagodne v tem okviru. Na železnici so se pa začele stvari krhati tudi zaradi inflacije, ker inflacija je bila strahotna. To je vrednost dinarja jugoslovanske tako rapidno padala, da je vsake šel rajš hitro marke zamenjati, ne pa potem, to je bilo veliko črnega trga, tisti, ki ste tu starejši, se boste spomnili tega. Pa so bili novi bankovci vedno z več ničlami, dokler ni Ante Marković potem naredil denominacijo. In zato je tudi strojevodjem kot poklicni skupini na železnicah tako standard padal, da so dejansko pristali na plači v vrednosti manj kot 200 nemških mark, če tako ne rečem. Če rečemo, da je bilo recimo v 60 letih, da smo imeli še kar zelo gospodske plače, nekje okoli 1000 mark, so pristali nekje na povprečju 200. Take izgube so bile. To je bilo tudi povezano s samoupravljanjem in tem sistemom, pa tudi dnevno izplačevanjem plač. Ampak dobro, takrat se je pa ena od celic, to je bila sindikalna celica Tozda vleke vlakov Ljubljana, takrat so bili ti Tozdi, vsako teh Tozda imel svojo sindikalno celico, se pa odločil za odpor. Mi se pa tako ne gremo več mestov smo se pockali z vodstvom, niso nas poslušali in se je odločil za en zelo pogumen korak za tedanje čase. Prva naprej napovedana stavka v tedanji Jugoslaviji. Prej so bile samo spontane prekinitev dela, takrat so pa oni še po nesprejetem zakonu o stavkah napovedali stavko 14 dni naprej. Se pravi, nekje prvi polovici decembra so dali vodstvo 14 dni časa, sicer zjutraj ob 7:30 27. decembra 1988 začnemo stavko. To je pomenilo, da po 6:30 ne pelje noben vlak z začetne postaje. Vsi, ki so že prej speljali, grejo do konca. Potem so bili še nekaj stavkokazi, strojevodje, ki so vozili, so začeli vodstvo najemati tudi strojevodja, ki niso smeli več voziti. Potem pa tudi teh zmanjkalo, ker so imeli omejitve ur in zvečer je že nastal kaos v tovornem prometu. In ta celica, osnovna organizacija sindikata, Tozda vleka vlakov Ljubljana, se je preoblikovala v stavkovni odbor, ki ga je vodil Slavko Kmetič. In ker je nastal tak kaos, da so se tovorni vlaki nabirali, tudi tisti, ki so šli samo za tranziten promet proti Rusiji, so se nabrali vse do Milana, ker je nič več vozilo, vse je bilo blokirano. Vse prometne poti, ki so šle skozi tedanjo Jugoslavijo na vzhod, jih ni bilo več in je vodstvo moralo ukrepati. In naslednji dan je že nastala panika, ker so začeli tudi direktorji podjetij klicati na izvršni svet Socialistične republike Slovenije, kaj zdaj to, da nadobijo robe. In so poslali v akcijo predsednika izvršnega sveta republiškega, to je sedanje vlade, tovariša Šinigoja, mislim, da je učitelj po izobrazbi, ne vem točno tako kot Karden, nekaj takega, v akcijo in je prišel on na sedež železnic, oziroma takrat je bilo to železniško gospodarstvo Ljubljana in je najprej zelo ropotal, strašil, rekel, da bojo ukrepali, bo vojsko poslali, ampak potem se je pa že kazalo, da so začeli blažiti svoje stališča. Določili so komisijo, ki ne bi preučila zahteve strokovnega odbora in par stvari so že tisti dan lahko rešili in proti večeru je bila stavka dejansko že prekinjena, ker je rekel Slavko Kmetič, rekel, nas so hoteli narazen spraviti, ostali Tozdi so se obrnili proti nam, delovski svet se obrnil proti nam, zato smo se dogovorili vsi za enega, ena za vse, stavko ustavi samo moj glas preko medijev, preko radija. To je bilo pa vsak primer, če bi ga zaprli,
če bi ga Milica odpeljala, bi se stavka kar nadaljevala, dokler ga ne bi spustili in bi on rekel, da je stavka prekinjena. No, tako je tudi bilo, ker so se tudi vmes pridruževali tudi tozni vleke vlakov iz drugih delov Slovenije. Tako da s tem je bila zadeva v bistvu končana in eno od zahtev, ki je bila spontano uresničena, je bilo tudi odstop predsednika jugoslovanske vlade, Branka Mikoliča. In dejansko je čez nekaj dni, 2 dni, Mikolič tudi dejansko odstopil. Ampak to je čisto zaradi drugih razlogov. Tako da ta stavka je bila v bistvu prelomna v tem, ker se je tedajni režim tega nekoliko ustrašil, se je nekoliko iztiril, se je potem spet nazaj utiril, ampak bilo je pa doseženo to, da je bil ustanovljen prvi neodvisni sindikat v Jugoslaviji, to je bil poklicni sindikat, ki ni bil vključen v mrežo teh sindikalnih organizacij, ki so bile družbeno-politične organizacije. Kot veste, so imeli mi Zveza sindikatov Slovenije, to je zdaj Zveza svobodnih sindikatov, ki bo prej Semolič predsednik. Potem imela vsaka občina svoj sindikat, pa vsak tost svoj sindikat in tako naprej. Tu je šlo pa zdaj čisto nov sindikat, poklicni sindikat, ki so ga prej hoteli na vsak način zatreti, no in je potem nadaljeval svojo pot, tako da se je zelo aktivno vključeval v dogajanje v slovenski pomladi. Tako nekako se bo kar dolg, ne? Gašper, v tvoji prvi samostojni knjigi Slovenija Ostanci objavil kolumne, ki si jih napisal v daljšem časovnem obdobju za revijo Demokracija, spletni portal demokracija.si in še za nekatere druge portale. Kaj je bila glavna poanta, sporočilo te tvoje knjige, v kolikšni meri so ti tvoje kolumne aktualne, v bistvu še danes? Ja, jaz upam, lahko bi bila aktualna. Jaz sem nekoliko imel tule mečkano nesrečno roko. Tule sicer, če vidite na naslovnici knjige, ta se še prodaja, ta je nažalost že pošla Rdeča Slovenija, to je zelo simbolično, pa ura 5 pred 12 so ti zvoni. Se pravi, treba je ukrepati. Knjiga je šla v času še prejšnje vlade. Nekako sem imel občutek, da smo Slovenci nekako zelo zaprti vasi, da nekako ne prepoznavamo znamenj časa. To se mi zdelo, ker vsi ti shodi, ki jih je imela pač naša opcija, so bili dokaj slabo opiskani. Ni bilo potem, recimo na drugi strani pa so imeli tako imenovane vstaje, pa zdaj kolesarje, ki so nekako se promovirali, da so to glas ljudstva, danes slišimo. Tako da zato je mečkano predstavljati knjigo v tem času mečkano narodno, ampak v bistvu dejansko je pa zdaj pred volitvami pa ta poziv velja. Slovenija ostane, ker zdaj se je treba res odločiti, ali v kakšno smer bomo Slovenijo peljali naprej. In tudi vemo, da tudi ponosni nasledniki Zveze komunistov to dobro vedo. Če se je govorilo, da je to mogoče še zadnja Kučanova velika bitka te generacije. Ker če zdajle oni zamočijo, da to pomeni 4 leta za njih stagniranje, da se lahko pretrgajo finančni tokovi. Kot veste, da zdaj je vlada sedanja naredila kar nekaj velikih premikov, da so se te finančni tokovi, kjer so prej dobivali izbranci samo, določene organizacije, da so se premaknili direktno do ljudi. Recimo pri turizmu vidimo, kaj bi se zgodilo, recimo v primeru, če bi recimo Marjan Šarec ne bi vrgal puška v koruzo, pa bi recimo se zgodil ta COVID, in recimo Slovenija je dobila že odprej nek obljubljen denar iz Evropske unije za namen turizma. Jaz nisem prepričan, da bi dobili turističen bone. Jaz osebno mislim, da jih ne bi bilo. Ampak bi to tako malo razdeljevali, malo pod mizo, po mojem. Mi bi določeni bi dobili, prijatelji, večina pa ne, in bi ostali lepo na suhem. Jaz mislim, da je to ena taka stvar, zakaj bi so ta knjiga še danes aktualna. Jaz sem noter dokazoval in sem skušal dopovedati prek različnih kolumn na portalu Časnik, tudi na Demokraciji, tudi drugot, da je potrebno v bistvu izstopiti iz neke mlakuže vse glikarstva, ki pravijo, ja, mi levi in desni, to je vse isto. Ja, pa ni isto. Zdaj smo videli razliko.
kvalitativna razlika. To pri vseh glikarstvu je treba vedeti, zakaj je to tako lažna podoba. To je v bistvu neka navidezna resničnost, ki pokriva tisto resnico. Mi smo v bistvu še vedno v neki fazi, kjer ni enakopravnega položaja, realno enakopravnega položaja med nasledniki Zveze komunistov, odnosno družbeno-političnih organizacij ter novih strank, spravo slovenske pomladi. Zdaj se pojavi sicer v tem predvolilnem času vročem neka umestna opcija, navidezno, ki jo posebla gospod dr. Golob. Samo vidimo po retoriki, jaz opažam, da gospod dr. Golob je išel iz nekega gospodarskega sektora, bil je direktor podjetja v državni lasti in nesramno dobro plačan, in ker ne bi bil podaljšanega mandata, sedaj nastopa kot figura, ki gre v politiko. Ampak zdaj pa že govori, razglaša, da ne bo sodeloval strankami, ki so sedaj v vladni koaliciji. Na drugi strani imamo stranke v sedanji koaliciji, razglašajo, da so pripravljene sodelovati z vsakim, ki želi graditi dobro prihodnost Slovenije za blaginjo. Se pravi, imamo dvoje različne retorike. Na eni strani vključevalna, na drugi strani izključevalna. Kdo ima izključevalno retoriko? To imajo nasledniki totalitarnih režimov. Zato je potrebno, da Slovenija, da gre na volitve in da končno rečemo takšni izključevalni politiki stop. Mi smo tu videli, da zmoremo, pojavlja se je druga neblokovska opcija, Povežimo Slovenijo, ki jo tudi zelo priporočam in ki je odprta za sodelovanje in mislim, da lahko nekaj naredi. Tako da mislim, da je to sporočilo te knjige je, da zmoremo. Če bomo ostali iz tiste svoje umeščenosti, ali kako bi temu rekli, iz tega svojega intimizma, privatnega življenja, ko se borimo samo za svoj stolček, recimo, če živimo v tem, da nas ostalo ne briga, kar se dogaja v državi, potem smo v bistvu obsojeni na to, kar je že de Tocqueville, znani mislec francoski, pred stoletji opisal kot mehki despotizem, da se nenadoma človek znajde pred ogromnim državnim aparatom, proti kateremu je nemočen, ker se prej ni povezoval civilno, da bi predstavil neki antipod tem novodobnim totalitarcem. V tem je smisel. Zato pravim, Slovenija, ostan Slovenci, ostanite in gremo na volitve. V bistvu si prišel do Roberta Goloba. Kot vemo, je nekako tranzicijska levica oziroma botri iz ozadja so v zadnjem dobrem desetletju lansirali več tako imenovanih novih obrazov. Torej najprej Zorana Jankovića, potem ga je nadomestila Alenka Bratušek, potem Miro Cerar je bil izredno uspešen iz svojo retoriko, etike in morale, ki se je pa potem hitro po volitvah sfižila. Potem je bil Marjan Šarec, ki je bil kot tako imenovani nov obraz na volitvah že manj uspešen. Tako da se zdaj postavlja vprašanje, v kolikšni meri bo tokrat lahko uspešen domnevni nov obraz Robert Golob, za katerega pa vemo, da je bil del LDS-ovega establishmenta, da je bil že takrat državni sekretar v času Teje Petrin LDS-a, da je potem bil pri Pozitivni Sloveniji in potem pri SAB-u in torej, da je preko politike prišel tudi do vpliva na energetskem področju in tudi v bistvu do izredno dobre službe v monopolnem državnem podjetju. Kaj se zdi, bo Robertu Golobu oziroma tranzicijski levici iz njim uspel uspeti veliki met ali se jim ta zadeva lahko sfiži, ker vemo, da je Robert Golob v bistvu ima sedaj, se poskuša prikazati kot žrtev, čeprav kot se že omenil, v bistvu se mu je mandat normalno iztekel, v bistvu ni žrtev, in poleg tega pa je imel plačo tako, o kateri mi navadni smrtniki lahko samo sanjamo. Kaj veš, bo lahko uspešen ali bo v teh soočenjih, ki bodo sledila, ko bo potrebno res nekaj povedati, ne samo neke puhlice izključevanja
ali bo še prepričljiv, ali pa bo v bistvu javnomnenjsko izgubljal. Mislim, da je njegov, jaz takole, koliko se našteval, Robert Golob je v politiki 23 let skupaj, Leta 1999 je prvič postal državni sekretar, kot se rekel, pod Teo Petrin. Leta 2000 se ga še spomni z demokracije, se je pojavljal notri takrat v času Bojukove vlade kot velik nasprotnik teh kadrovskih menjav na ELS-u. Zastopa je čisto tako trdovratno LDS-ovo opozicijo. LDS je takrat za kratek čas stopil v opozicijo in se potem spet zmagoslavno vrnil, kolikor vemo. In Robert Golob se je potem bi rekel, če malo grdo povem, svalkal po vseh teh strankah. LDS, ne vem, če bo celo zaresil, ne vem točno. Bil je tudi pragmatičen, seveda, na gospodarskem področju. In potem šel skozi Pozitivno Slovenijo in tako naprej, pa vse do danes. Jaz mislim, da je, ker vemo, da ni nov obraz in da tudi retorično ni posebej spreten, ker se čuti, da je ljudka, mislim, da ne bo ravno zelo uspešen, tako kot Šarec tudi ni bil. Tukaj se pozna, ker smisel vsakega tega novega obraza je v tem, da nekako mobilizira velik del volilnega telesa, tistega, ki bi šel lahko sicer na stran vladnih strank, to pomeni koalicijskih strank, da bi njim vzeli prvenstvo, da bi on prvi, da bi on potem sestavljal vlado in bi še naprej deloval po navodilih stricev iz ozadja. Torej, da bi v bistvu bolj nagovoril tisto mlado sredino, Samo jaz mislim, da to ne bo, iz te moke ne bo kaj kruha. Zato, ker, kolikor opažam, so se samo glasovi prelili iz strank KUL, iz LMŠ in SAB in tako dalje, so se prelili k njemu. Nekaj malega je pobral, mogoče tisti, ki sicer na volitve ne bi šel, ampak spet je pa to premalo. To pa pomeni, da bo prihod Golobove stranke, ki mu jo je prodal Jure Leder, kolikor vemo, vse so mu že pripravili. To pomeni, da bi dve od KUL-ove četverice bi izpadali ven iz parlamenta. Bratuškove ne bo več, Šarca ne bo več. Leta 2018 na volitvah je bil Šarec njihov glavni favorit. Zdaj ga pa niti v politiki ne bo več. Tu se vidi, da vsak od teh novih obrazov samo za kratek rok, po uporabi zavrzi. Mislim, da moramo Slovenci takšnemu načinu odločno reči ne. Jaz pravim, osebno proti gospodu Golobu nimam nič proti. Verjamem, če se on tako odloči, če začne samostojno nastopati, da lahko veliko dobrega naredi. Samo kolikor vidimo, se mora prilagajati KUL-ovi retoriki in mora izključevati. Na ta način pa ne bo prišel naprej. Ker vemo, da tudi celo dr. Janez Drnovšek, se spomnimo, se nikoli ni na tak način obnašal, razen mogoče zadnje leta, ko ga že bolezen precej načela in je imel težave z živci, ampak načeloma pa vedno nastopil zelo pragmatično. Bi se Golob tega izključeval? Ne, sploh ne. Na takšen način, kot je zdaj Golob dela, pa podela Šarec, pa Janković nikoli ni bilo tako. V bistvu tudi ni bil tako ideološko obremenjen, kot so zdaj ti KUL-ovci. Kako pa po drugi strani so bile še možnosti desne sredine, da drži oblast? Poleg SDS-a, ki ima nekako primat, Nova Slovenija ima precejšnje možnosti verjetno, da prej v parlamentu tudi zavezništvo petih strank imenovano Povežimo Slovenijo, o katerem si že nekaj povedal. Ankete javnega mnenja kaže tudi kar nekaj možnosti stranki Naše dežele ali Aleksandre Pivec. Nekako se zdi, da od takrat, ko je Pahor napovedal, da bodo volitve 24. aprila, da je takrat nekako tisti zagon, tista histerija levičarska kljub vsemu nekako popustila in da so se začeli malo sami ukvarjati s sabo, kako se bo opozicija razdelila. V bistvu in zdaj od teh njihovih velikih pričakovanj na levi je zdaj s tem, ko je vstopil Golob, so v bistvu nekako se znašli v položaju nekakih oguljenih kur, bi rekel, nekako poskubljenih. Na drugi strani pa imamo te stranke, ki sestavljajo vlado, koalicijo,
in tudi povežemo Slovenijo, torej, ki pa v bistvu imajo nekaj pokazati, imajo nekaj pokazati, ker se v bistvu kaže tudi na občinski ravni, tudi regionalni razvoj se kaže, torej v bistvu se postavlja vprašanje, kaj imajo na eni strani sploh za pokazati ti kulovci, ki so bili 2 leti popolnoma destruktivni, v bistvu so nasprotovali vsem protikoronskim ukrepom, ki pa so šli dobesedno v korist ljudi. Torej, v bistvu te ukrepi niso bili za tajkune, za banke, za filanje bančnih grupe, ampak za ljudi, torej za gospodarstvo, za upokojence in tako dalje. Torej, kaj meniš, se bo to na volitvah 14. aprila končno odrazilo, da bodo tudi pač ljudje spoznali, kdo jim je res nekaj prinesel, kdo je nekaj ustvaril, kdo je nekaj naredil in na drugi strani, kdo je ob prvi krizi vrgel puško koruzo in zbežal. Zanimivo, ja. Poskubljeni kura, v Celjskem rečemo popipane kure. Zanimivo. Ja, v bistvu imaš prav in bi rekel tako, teoretično gledano so stranke na oblasti na volitvah v privilegiranem položaju, ker pač nekaj imajo za pokazati. In zdaj potem na drugi strani je pač njihov izzivalec, recimo KUL, ki mora pač ves čas dokazovati nasprotno, da je država na slabi poti, da gre vse na robe. In zdaj pa ljudje pa odvisno, koliko so oni močni v svojih psihološkem prepričevanju. To je pa zdaj že drugo vprašanje potem. Jaz mislim, da ljudje večinoma vidijo to kvalitativno razliko. Kaj so imeli oni recimo v začetku, zdaj, če rečemo, februarja 2019, pred 3 leti, pa kaj imajo zdaj, pa naredijo malo primerjavo. Pa kaj so imeli recimo leta 2015, v času tiste stare SMC, ko vidimo te Cerarjeve SMC je ostalo bore malo. Tisti del je šel, Počivalškov del je postavil še v sedanjo koalicijo in zdaj že Počivalšek sam je opazil, da se je dalo veliko več narediti. Rekel, v Šarčevi koaliciji nismo praktično nič delali. Ja, prek sodelovali so dobro, takrat nekaj se je, ampak vsi teli glavni levičari s Cerarjevo Morenco pobegnili ven, tudi oni so vrgli puško v koruzo, če se tako izrazim. Ampak ljudje zdaj vidijo, da obstaja neka kvalitativna razlika. Ja, samo zdaj, ampak zdaj nekaj pa še manjka. Zdaj pa treba samo še na volitve prijeti pa to potrditi. Tudi neudeležba na volitvah je neko sporočilo, lahko pomeni tudi neko nezaupnico politike. Ampak to pomeni, da odločitev prepustiš drugim. Zdaj pa, kaj je boljše? Ali iti na volitve, potrditi to politiko, ki gre v dobro ljudem, ali prepustiti drugim, da recimo in tvegati, da prije neka večina in izbere politično opcijo, ki bi Slovenijo peljala na pot tveganja in negotove prihodnosti. Večina ljudi v Sloveniji niti ne ve, kaj bi KUL delal. Oni so že zdaj na smrt kregali med seboj. Kaj šele bo potem? Zdaj smo videli recimo na Twitterju, se videl, kako se je Alenka Bratušek, bivša premijerka, hvalila, začela, da skuša zdaj spet reševati državo. In zanimivo, kdo se je na Twitterju uprl. Violeta Bulc, nekdanja evropska komisarka, ki sta v bistvu na isti strani politično. Pa rekla, draga Alenka, ja, takrat, ob koncu tvojega mandata, takrat smo hotela pobegati v Bruselj, zdaj pa govoriš o reševanju države. In takole se oni cufajo med sabo. Kaj šele bo, če pride na oblast? To bo razpadlo, to bo letele puška v koruzo še in še. Spet sem uporabil to primer, ampak očitno je zelo priljubljena. V bistvu je dobro, pa tudi to, ravno danes je predsednik Pahor tudi uradno razpisal volitve. In jaz mislim, da je to zelo dobro, da so volitve 24. aprila. Prvič zato, to je še pred vsemi temi velikimi borčevskimi manifestacijami za dan upora, pa za 1. maj, pa dan zmage in tako naprej. To je en razlog, drugi razlog je čisto duhoven. Takrat je namreč nedelja Božjega usmiljenja, en teden po veliki noči. To je zelo močno sporočilo. In zato jaz mislim, da uspeh na volitvah bo.
moramo pa vam verjeti in narediti vse, kar je v naši moči. Iti na volitve in povabiti svoje znance, ne grejo na volišče in seveda tudi pojasniti, zakaj ni dobro tvegati z nekom, ki se prepira med sabo. Včasih so nam naši opciji učitelji, da se prepira med sabo. Zdaj oni to počnejo. Samo mislim, da nekdo, ki je pameten in bo poštudiral, se splača to podpreti, če se tam po gostilniško že zdaj cufajo, kaj še vemo, kako ne taki vodijo državo. To je res, taki, ki nas lahko peljejo po poti Venezuele in socialistične revščine, torej enakosti v revščini. Ja, pa ne me narobe razumeti. Gospod tovariš Kordiša recimo v enem momentu je meni lahko zelo simpatičen, ker tako zelo lepo nastopa s tistimi pesmi pa levičarskimi parolami. In lahko je meni simpatičen na nek način, ampak za vodje države ga pa ne bi dal, pa za ministra. Kvečem morda, da bi ga dal zdravo banane. Ja, tiste je zelo dober simbol. Poziral je pa zelo dobro na tistih fotografiji. Ne vem, če ste videli, ko je šel Rok Snežič na zaslišanje na parlament, se je dal lepo tisto fotografijo znamenito gor na majico. Zanimiva je bila, zasmajati. Ja, ok. Če zapustiva polje politike in greva bolj teološkim vprašanjem, lani jeseni se pri naši založbi Na obzor izdal knjižico Po Marijinih stopinjah, imavajo tu na mizi. Kot je v spremni besedi zapisal teolog profesor dr. Anton Štrukelj, pa je ta nastala na podlagi tega, da si v lanskem mesecu majniku objavljal vsakodnevna premišljevanja pod splošne šmarnice. Kako je pravzaprav prišlo do tega, da si se lotil te knjižice, torej obstaja neka predzgodba? Ja, seveda, če recimo, ne vem, jaz pa nas tu vsi nekako kristjani ne približno poznamo, kako zadeve stojijo, recimo, kaj imamo v mesecu maju, imamo recimo šmarnična branje po cerkvah, vsak dan. Se spomnim, nekaj bo to še popularno, so otroci hodili množično k šmarnicam. Zdaj, šmarnična berila so lahko bile bolj prilagojene otrokom, nekateri bolj odraslim. Vsako leto to izbira v bistvu komisija pri Slovenskem katehetskem uradu. Jaz sem šel mimo teh procedur. 25. aprila lani je namreč začela delovati spletna stran Blagovest SC, ki jaz urejam. To je bolj spletna stran z duhovnimi vsebinami, pridružila se je potem še molitev SC. In jaz sem se pač čisto spontano odločil, da mogoče začnemo kar z enimi takimi spletnimi šmarnicami. Sem rekel, ker sem hotel malo nekako vso to svoje nekakšne znanja, premišljevanja o Marijini življenjski poti od začetka do konca spraviti v neko tako obliko šmarničnega branja v 31 delih. To je toliko, kolikor ima mesec maj dni. In sem šel tu po vseh teh svetopisenskih evangelijskih odlomkih, kjer se Marija pojavlja, nekaj tega je tudi vzeto iz izročila, večinoma pa to svetopisensko. Zdaj smo imeli recimo praznik svečnice, Marijino darovanje v templju, noter je tudi to opisano, eno tako razmišljanje tudi. Na koncu vsakega poglavja, jaz upam, da ni predolgo, je tudi kratka molitev in pa tudi vprašanje za razmišljanje in se lahko tudi kaj zabeležimo. Tako da jaz sicer ne pričakujem, da bojo to župnijo vzele za šmarnično branje, mogoče čez par let, upam. Mogoče pa Bog, da je mogoče bo prišlo posamezniku, komu prav. To lahko bere v prostem času, na vlaku, na avtobusu, tudi doma. Skratka, skušam biti na čim bolj preprost način prikazati, zakaj smo kristjani na nek način vključujemo v to našo vsebino čiščenja tudi Marijo, Jezusovo mater. Ali za tega potem profesor Štrukelj zapisal, da ta naslov te tvoje knjižice hoče povedati, da kristjani hodimo za Kristusom po Marijinem zgledu, po njeni priprošnji in po njenim materinskim varstvom? Ja, tako zdaj to je taka zgoščena stavka, ne malo težko razumeti. Če mi gremo po Marijinih stopinjah, kot sem dal naslov, mi s tem gremo k Jezusu. V bistvu, drama našega časa je to, da mi živimo v eno taki zelo sekularizirani družbi, kjer je Bog nekaj zelo oddaljenega, ker se toliko enih stvari dogaja drugih, da mi niti ne pomislimo, da bi imel
kdo vodi vso to zgodovino, kako lahko prosperiramo, če imamo recimo določene življenjske okoliščine, ki jih sami ne moramo spremeniti. Ampak lahko jih spremenimo z molitvijo. Žal nas nihče nauči prav moliti. To izročilo se izgublja nekako. In mi tu rabimo en močne zglede. Marija je bila popolnoma oddana Božji volji. Jezus pa nas je učil, recimo, to so zdaj zadnje čase, ravno danes sem objavil članek na Blagovest, SC, v bistvu bil odlomek iz ene knjige patra Frančiškana iz bosanske frančiškanske provincije, ki je v bistvu najstarejša tukaj v naši soseščini. Govori potem, kako je ena gospa prišla k njemu, pa je rekla, veste, gospod pater, jaz sem pa ta problem. Je že 20 let molim za moža, pa da bi šel k maši, pa nič, mene Bog ne usliši. Pa skos molim, pa na kolenih, pa rožna venc, pa to prosim na Boga, z vsem srcem in to, pa nič od nič, 20 let že. Pa je pa on rekel, a vi sploh imate kaj vere v sebi, vi je tukaj molčkate tukaj, ampak nimate pa mene vere, da vas Bog sploh usliši. Vi se verjete, mislite, se me sploh ne sliši, pa kako malo iz navade malo takole kličite. Ja, veste, kaj je Jezus rekel? Za vse, kar prosite, verujte, da ste že prejeli, pa vam bo dano. Se pravi, moramo molitvi nekaj spremeniti, Jaz bom rekel Bogu, Jezus, hvala ti za tole lepo zmago na volitvah, ker boš pelal Slovenijo na pravo pot, ker navdihuješ ljudi, da se bojo prav odločili. Da gremo z eno vero v ta projekt. In kaj se je potem zgodilo? Gospa je šla in čez 10 dni ga je klicala, rekla, Bog me je uslišal, z možno so šla k maši skupaj. Prej se je pa 20 let matrala. Vemo, da se tudi Sveta Monika, recimo, čez časa prvega krščanstva, se je tudi dolga leta matrala, da bi se njen sin Avguštin spreobrnil, pa je postal potem škof, pa cerkveni učitelj in tako dalje, znani pisatelj. V mladih letih ga je pa on zelo biksal. Vemo, ona se je pa matrala, sekirala, jokala, to so matrali solze, ampak vsi samo rečejo, ja, to je bila pa njena ustrajnost. Ja, ni bila samo ustrajnost. En kvalitativen preskok se je mogel zgoditi vmes, da je ona začela malo drugače razmišljati. Da je začela malo drugače Boga prositi, in se začela zahvaljevati. Ker če smo malo preveč tako nedasilni na teh svojih prošnjah, ponavadi se nič ne zgodi, ker ne damo Bogu prilike, da bi nas spremenil, da bi dal Boga na prvo mesto. Tako je to Bog nekaj zadaj, vse drugo na prvo mesto. Če se dotaknemo še same rimsko-katoliške cerkve, ustanove in našega odnosa vernikov do nje, kar je močno povezano z duhovniki, škofi in papežem, ki jo predstavljajo in zastopajo v vsakdanjem življenju. Kakšen se ti zdi danes ta odnos med verniki in cerkve kot ustanova? Ja, tako kot sem rekel, malo že tako nekako prihaja, zdaj smo v enem takem času močne sekularizacije in ta pandemija COVID je to samo še bolj pospešila. Ko vidimo, da zdaj so ljudje nekateri so še prej iz navade hodili, zdaj so videli, da jim ni treba več hoditi in ne hodijo več, so cerkve bolj prazne. Jaz mislim, da je zdaj tudi ta sinoda, ki se zdaj dogaja, je tudi neka priložnost, ker moramo nekako na novo določiti prioritete, pa se sploh pogovoriti, pa je to nova evangelizacija, pa sploh to je. Ker sploh noben ne ve, kaj to je. Mi bi vsi nekaj govorili, nova evangelizacija, pa novi pristopi, ampak delali bi pa vse po starem, se pravi, novo vino bi zlivali v stare mehove ali stare sode, neočiščene, da bi še se vse pokvarili, in se potem domišljali, da smo nekaj naredili. Figo smo naredili, nič nismo naredili s tem. In tu se mislim, da mi smo včasih koliko vsi tudi zase govorim, malo preveč leni, preveč opeti v te naše cone obdobja. In te cone obdobja so tudi duhovne. Da nočemo stopiti ven, to tudi naš celjski škof, ker ženo živijo v Celju, on ves čas to poudarja. Imamo recimo, prej sem že omenil to, da je 20 let molila za moža, da bi šel k maši, tukaj pa molimo že v naši fari za duhovne poklice, da vsaj enega meni, to že 30 let, ki se izmera nekaj podosrečil. Ja,
pa je rekel potem cerski škof, ja, ni dovolj moliti za duhovne poklice, ampak je treba tudi ustvarjati neke evangeljske odnose, ki bojo te poklice sprejemali. Ne? Veste, pomate pa primer, v kakšni družini reče, molijo za duhovne poklice, trala pa psa, pa se pa kar nekaj enih od njihovih otrok se začne malo v tem razmišljati, pa to meni, pa reče, ne, nož pa že ne. Je pa takoj nasprotovanje, to je recimo en tak primer. To so ene take cone obdobja, ko imamo neke svoje interese, iz katerih se nočemo odpovedati. Včasih in tu zdaj sinoda je mogoče to za nas, se to bo govorila, priložnost, da gremo malo bolj na obrobje, da začnemo malo bolj razumevati, kaj to je sploh evangelizacija. Imamo polno ljudi, ki iščejo, ki imajo težave življenjske, jih grozno tiši, pa iščejo pa rešitve na napačni strani, ker jim cerkev ni ponudila, ni predstavila tega, kar lahko najdejo pri Jezusu. V bistvu se zdaj že tudi omenjal to sinodo, kot vemo, lani oktobra smo bili priča v Rimu, torej odprtju te škofovske sinode z naslovom za sinodalno cerkev, občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V bistvu nekako sinoda v sinodalnosti. V čem je poanta tega, kaj pričakuješ od nje, zaključek naj bi bil oktobra 2024, mislim, da že pred leti je bilo nekaj podobnega, ampak potem nekako se pogosto zdi, da pač ostane zadeve na papirju, da se potem to ne prelije v prakso. Verjetno je to pač težko izvesti, no? Ja, to je v bistvu prav to. Preveč smo močno upeti v te naše cone obdobja. Mi smo imeli sinodo, ki smo jo preimenovali v plenarni zbor. Konec 90-ih se je začela, kot veste. Leta 2002 je bil razglašen sklepni dokument, skušal se ga malo uresničiti v okviru pastoralnega načrta, ampak bom povedal mogoče, kako to zgleda na nekje na lokalni ravni. Prej, ko sem še živel v svoji tisti domači župniji, kjer sem bil Krčan in Birman, sem bil en kratek čas tudi član pastoralnega sveta župnijskega. Kaj se v bistvu dogaja? Skozi smo nekaj razmišljali, modrovali o tem, kaj bi bilo nekaj novega dobro fajn narediti, mogoče kaj spremeniti za to v duhu te sinode. Pa smo pa zmeram na koncu prišli vedno do enake spoznanja, dajmo kar po starem delati, sej še ni tako hudo pri nas. In po mojem, da se to povsod po Sloveniji so na zelo podoben način razmišljali in ker je preveč udobno delati po staro, smo tako nadaljevali in se ni spremenilo nič. Mogoče ima to tudi malo krivo, ker nam v bistvu manjka pričevanj o tem, kako Bog dela velika dela, ker to je omejeno. Pričevanje je recimo nekaj, ko nekdo pove, meni se pa zgodilo to in to, bil sem na dnu, recimo. Jaz poznam enega pričevalca tu z Ljubljane, ki je bil na drogi, ki je bil v Čenakovo. In hočem pričevati po župnijah in tega nam manjka, da bi ljudje radi slišimo konkretne zgodbe o tem, kako je nekdo splaval ven iz dreka, če lahko tako po domače povedam, z Božjo pomočjo, da je sprejel Boga in kaj se mu je pol zgodilo. Tega nam manjka. In ljudje tega ne poznamo in pol se mislimo, ja, se Boga nič ne briga za nas, kakšne probleme imamo. In tako prihaja nevera gor. In zdaj, ko imamo to sinodo, zdaj imamo mogoče še zadnjo priložnost, da povemo te stvari naprej, da bojo končno prisluhnili. Sam vidimo, da je v Nemčiji zadeva šla v napačno smer, tam se sinodalno dogajanje, ves čas vrtiti okoli 3 tradicionalnih floskul. Ja, bo cerkev v prihodnosti vidim tako, ki bo recimo požegnala istospolne pare, da bomo poročali, ja, pa da bojo lahko ženske imele duhovniško posvečenje. In potem se začnejo okoli teh stvari vrteti. Ja, v bistvu pa ni stvar o tem. Glas ljudstva je mogoče že, ampak potem je treba te stvari razločevati. In v smislu sinoda ni v tem, da uvajamo neke revolucionarne novotarije, ampak da Boga postavimo na prvo mesto, da prenesemo, da ljudem pokažemo, kako na en tak pedagoški način, kako vstopiti v to, ker ponavadi je en tak zid vmes in ti zid je treba prebiti, potem ga podreti. No, kako pa na vse skupaj vpliva dejstvo, da smo danes dnevno priča spopadu med
tradicionalizmom in tako imenovanim modernizmom, pri čemer mnogi mislici govorijo, pišejo in ugotavljajo, da živimo tudi v času postmodernizma, ko ni nič sveta in je vse relativno. Postmodernizem je en tak izraz, ki je tak zelo zmuzljiv. Pred leti, ko sem bil še študent teologije, recimo takrat v tistem času, nekje okoli leta 2000, se je redno pojavljal v teh znanstvenih člankih kot neko novo obdobje, nekaj novega človekovega iskanja, ko namesto individualizma spet prihaja na površje skupnost, pa razno duhovno iskanje in tako dalje. Ampak sem gotovil, da definicije tega izraza niti ne poznam preveč dobro, ker ne vem, vse živo so noter stlačalo. Recimo, ko pomenjamo modernizem, kaj to je, izraz modernizem ponavadi slišim samo od tako imenovanega tradicionalnega toka v cerkvi, to so pa recimo tako imena skuto fidei, recimo tole, recimo, čeprav tam že ne veš, ali so še katoličani, ali je to že samostojna sekcija, Sam modernizem jaz razumem kot v bistvu nasilno enostransko sprevračanje nauka oziroma spreminjanje, recimo, kot sem prej omenil, da bi nekateri kar spremenili zakonsko zvezo, da bi lahko tudi istospolne pare poročali. To je recimo en izraz modernizma, tak najbolj šolski primer. Ali pa recimo bolj potuhnen primer tega je pa to, da recimo zapišeš, da vsak človek da je že po naravi duhovno prt iskalec in se že po naravi lahko zveliča. To je pa v bistvu ena taka past noter, da lahko celo teologijo spodneseš s tem. Da potem odrešenja ne rabimo. Misijoni so odveč. Evangelizacija odveč. Dajmo to stran. Vsi se vsak človek lahko sam odreši. To je v bistvu en tak primer modernizma. Potem imamo tradicionalizem, recimo to, ko sem omenil. To je pa tisto, ko so zazrti nekam v preteklost, nekam v čase, ko so imeli tridentinski obred in je bilo vse tako lepo urejeno in je bilo nobenih problemov. Potem so pa z Vatikanskim koncilom se je povsem podrl. Nekaj se je res zamojalo z drugim Vatikanskim koncilom, ampak koncil zaradi tega ni neveljaven. Samo oni s tem ne vidijo, oni vidijo samo en del tradicije in jo v bistvu malikujejo. Ne vidijo pa celotne tradicije, od začetka do zdaj. Ker izročilo cerkve ne more biti ideologija. Jaz sicer mnogim stvarem, ki jih tradicionalni tok zagovarja, da tudi prav. Ampak ne moram pa to postaviti zdaj kot ideologijo in da vse, kar se v cerkvi zdaj dogaja, da je to modernizem. To pa ni res. Ni vsako sodobno dogajanje v cerkvi že modernizem. Je pa res, da sem recimo kritičen se do tega, ko recimo kakšen duhovnik kar krajša obrede maša, čim krajša, pa da bomo, pa se barilo skrajša, recimo tam glede teh stvari sem zelo kritičen. Tle bodimo zvesti temu, kar je cerkev določila, da smo nekje v take edinosti, čim se pa začne vsak nekaj po svoje, pravčkrat potem pa zadeva zgodeni, pa postane, v bistvu, mislimo, da bo s tem pritegnili nove ljudi, pa v bistvu dosežemo ravno nasprotno. Še tisti, ki so prej prihajali od idejo. V redu. Še za konec, Gašper, kakšne imaš načrte za prihodnost ali izdaš kakšne tovrstne duhovne verske literature po zgledu po malinih stopinjah? Nekaj se načrtuje, zdaj mečkano obtičalo zaradi teh molitev, se bo pa nadaljevalo. Nekaj o Božjem usmiljenju, o sklikih, včasih pa malo težavo, ko malo kak projekt obtiči, pa ga mora spet pognati naprej. Potem je spet neka božična zgodba, je tudi nastajala in bomo tudi, bo se še veliko se bo dogajalo. Se pravi, jaz pravim, blagor v občini, ki ima papeža za župana, recimo, če se malo heca. Tako da rekel, hvala za gostoljubje, tudi tule v Žrženbergu je recimo pokopan tudi duhovnik, ki je umrl zaradi covida, deloval je v Primskovem, pri Kranju, to je gospod Kodec, in to v cerkvi, ki je bila posvečena, mislim, da Marijinemu nebovzetju, zelo lepo obnovljena cerkev, ne prav velika, ampak
krasna dolina in jaz sem tudi večkrat tam bil, ker sem drugače tam blizu doma, sem zdaj ne živim več na Gorenjskem. Tam so bili recimo srečanja tudi kakšna karizmatična, pa tudi srečanje Frančiškovih tretjerednikov, Frančiškov svetni red se tudi spomnim. Pa tudi z gospodom Godcem smo enkrat poromali v Međugorje tudi skupaj. Hvala, Gašper. Ima morda še kdo iz občinstva kakšno vprašanje za našega sogovornika? Niti ne. Hvala. S tem zaključujem naš današnji pogovor v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbenega obzorja. Hvala našemu današnjemu gostu, gospodu Gašperju Blažiču, in hvala vsem vam, ki ste se vzeli čas in prišli na ta pogovor. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali v neposrednem prenosu preko naše spletne strani demokracija.si. Hvala in lep večer še naprej. Hvala. Hvala lepa.